kaj se je z nami zgodilo. Zlasti slovenski katoličani. Se zdi, da tega prav dobro ne vemo. Zato, če imate kakšne možnosti, posredujte pri novem ljubljanskem škofu, da bi bil naklonjen tej misli. Koliko poznam sceno, je razpolagano s kakimi, z mnogimi mladimi fanti in dekletami, ki bi bile v stanju v enem letu ali 2 letih do preciznosti razmisliti in uskladiti to, kar se je z nami zgodilo in stanje, v katerem smo. Celoti, ne samo zgolj versko, ampak tudi kulturno in politično. Če imate takšne možnosti, vas prosim, da zastavite to besedo, kjerkoli se bo ponudila prilika. To je ena stvar, ki si jo hotel na koncu še dodati. Druga pa je v tem, da se je v ljubljanskem parlamentu zgodilo z letošnjimi volitvami nekaj bistveno novega. Prišli so v parlament mladi ljudje, ki neprekrito uporabljajo jezik, ki ga poznamo izpred 70 in več leti. Nedavno, pred nekaj dnevi, so poklicali na televizijo tudi nekdanjega politika Potrča. In ko so ga pozneje vprašali v nekem intervjuju, kako občuti besedo tovariš, je rekel, vesel sem, da se obnavlja in da jo obnavljajo mladi ljudje. Ne vem, tega politika niso povabili, koliko jaz vem, nisem najbolj intenzivni gledalec televizije, pa vendar nisem ga še videl. Ali pa morda kdaj. Zakaj so ga povabili? En sam govori, povabili so ga zato, da je tiste mlade ljudi potrpel. Potem sem čez nekaj dni gledal nek intervju, televizijski intervju, kjer se je nek televizijski delavec pogovarjal z enim od članov te skupine. Pogovor je trajal eno uro. Čakal sem, nestrpno sem čakal, kdaj bo spraševalec tega mladega človeka vprašal tudi to, kako se počutite, ko obnavljate idejo, katere žrtve še nismo pozabili in ne prevolili. Tega vprašanja razumemo ni. Hotel sem vam s tem povedati, da živimo v napetem času in da moramo intenzivno razumeti svojo zgodovino in paralelogramski cilj, ki trenutno vlada.